Zelo lepo pozdravljam vse poslušalce, dobrodošli na podcast Umetnost lenarjenja. Moje ime je David Zupančič in sem danes v bistvu gost na tej posebni epizodi. Posebna epizoda ob mejniku 100.000 poslušanj, ki jih je podcast pred kratkim dosegel. Ko sem začel to snemati, seveda nisem pričakoval tako velike številke, sploh ne tudi v tako kratkem času. In potem je pa vmes se nekako ponudil še en priložnost, je ponudila, no, da naredimo še eno malo drugačno epizodo, zato ker me je Klemen, ki je bil med drugim Klemen Tomas, moj gost v 10. epizodi, ko sva govorila o coachingu, o seksu, o osebnostni rasti, moj dolgoletni prijatelj tudi, me je že takrat po tisti epizodi, ko se mu je zdela zelo dragocena in je tudi, by the way, ena najbolj poslušanih do zdaj, mi je rekel, da bi on zelo rad enkrat še tako malo obrnil ta pogovor, no, in bi on mene par stvari vprašal v bistvu o mojem procesu, o moji ustvarjalnosti, o mojem načinu dela. Se to mogoče bolj, da sam pove, ampak me je vsem prepričal, da uvod naredim jaz, tako da, Klemen, mogoče lahko poveš, kaj te je spodbudilo, da si nekako, bom rekel, organiziral današnji pogovor. Okay, najprej bi te vprašal, kakšen občutek imaš, ko si gost na svojem lastnem podcastu? Ja, zelo je zanimivo. Nekaj podobnega sicer sva naredila z Rokom že na epizodi o moji knjigi. Je pa tako, seveda, dal sem že tudi kakšen drug intervju, se mi pa skoraj zdi, da se nobenega nisem toliko veselil kot tega, čeprav ne bolih intervju, bi se bolj pogovor. Malo zato, ker je vseeno za mojo platformo, ki mi zelo veliko pomeni. Ali pa tudi zato, ker pač tebe zelo poznam in vem, da se boš poglobil, v bistvu, da se boš poglobil, no, se mogoče lahko tle končam, v neke bolj take pomembne vprašanja in vem, da si zelo motiviran, da najdeš odgovore na to, kar te zanima, ne, kar pa v bistvu, kakor jaz razumem, te zanima tudi nek moj proces dela, ustvarjanja in življenja. Ja, ful. Ja, v glavnem, meni je bilo, no, da še jaz zdaj povem, hvala za odgovor, David. Pač jaz, David, te poznam že od gimnazije, mi smo skupaj že v srednji šoli smo pač pili jagodno vino, igrali kitare, se imeli dober in pa tudi pač rastel skupaj, ne. Tako da jaz sem videl tvoj razvoj čez vsa leta, od gimnazije do, ko si šel pač na faks in tudi do zdaj, ko si ti postal, zdaj ti povej, če sem jaz vse te številke prav povedal. Ti imaš najbolj prodajano slovensko knjigo vseh časov, a je to res? V bistvu je najhitreje prodajana. Je. Mislim, najhitreje prodajana. Zunaj je šele 4 mesece, tako da v resnici najbolj prodajana še ni. Je pa najhitreje prodajana v bistvu v manj kot 3 mesecih je bilo, mislim, da okoli 10.000 izvodov. V 2 mesecih knjižnice, odkar je izšla, ne, se pravi, je bilo 1200 sposoj. Tako da nek interes za knjigo zagotovo je. Meni moj dedek vsak teden pokaže drugo revijo, kjer si ti na naslovnici. Ne, to neke čudne revije bere. Tako da ne morem spregledati, da ne bi pač se zavedal, koliko je pač tvoja knjiga popularna. Imaš tudi pač eden izmed najbolj popularnih podcastov v Sloveniji? Ja, mislim, mi je kar poslušan, tako je. Imaš, ne vem, koliko imaš zdaj že Instagram? Na Instagramu je zdaj 36.000. Ok, no to je za Slovenijo že tako, že znana osebnost. Več ali manj, malci kateri igralci imajo take številke. In pa jaz vem, koliko ur na teden pa recimo delaš kot zdravnik zdaj tako, ali pa ne vem, koliko časa si med korona delal, koliko ur delal? Ja, mislim, neko povprečje, jaz bi rekel tako, no, da lahko rečem, da je zelo redek teden, ko imam samo 40 delovnih ur, se pravi. Večinoma pač gre tam okoli 50, pa če je res busy tudi do 70-75. Zraven imaš pa še mehno punčko, kaj? Tako, moja hčerkica je stara 17 mesecev. Ok. V glavnem, jaz ne vem, če se, ko vidim te številke, pa da si to v zadnjem letu 2 nekako vse ustvaril, mislim, nekako eksplodiral to uspeh, ker jaz to vidim. Je mene to zelo, jaz sem ti to tudi, ko smo šli na kosilo, sem ti to poudaril, pa si tudi rekel, da si se mogoče začel malo bolj zavedati dejansko, da to ni nekaj normalnega, mislim normalnega, da je pač to nekaj vredno omembe, pa pač jaz vedno, ko nekaj dobro deluje v mojem življenju, pa življenju nekoga drugega, me zanima, kaj je bil razlog za to, ne? To je zelo dobra lastnost drugače,
ne rečeš, un je pač talentiran ali pa un mu se je pač posrečal. Pa sej, da ne bo napake, tle, da ne bo nesporazuma. Jaz mislim, da je neka poljubnost je velik faktor v življenju. Se pravi, ti lahko zelo dobro nekaj delaš, pa ne boš nikoli uspel, lahko si pa dosti ignorant, pa ti pač slučajno rata. Se pravi, moramo upoštevati, da je tle nek random faktor vedno prisoten, ampak vsem pa s tem, ko gledaš ljudi, ki so na določenih področjih dobri, lahko od njih pač kaj vzameš. Jaz takrat na onem kosilu sem se predvsem malo iz tega vrveža, tisti teden recimo sem res velik delal in v službi in imel sem 2 članka zakončati in pač podcast sem snemal in potem si mi ti tako rekel, da si poslušal moj podcast na tej Apple aplikaciji in da je bil številka 1 in da sem oddal lihkar knjigo, mislim, da je bilo takrat tisto, da sem jo lihkar oddal in si rekel, a to ti vse delaš kot side gig temu, da si zdravnik. Pa da imaš hčerko, par mesecev staro. Ja, in srečno na svojo ženo. V bistvu si mi tako malo dal v pogled, da sem si rekel, ok, mogoče se lahko ustavim za 1 uro, malo zadiham, pa si tudi koncu čestitam, ker ljudje smo, nase smo zelo težko ponosni in do sebe smo zelo strogi ponavadi. In jaz vidim tudi to, da si vzameš trenutek, da se ustaviš, si čestitaš, da se nagradiš, da se zaveš svojega uspeha, ti v bistvu prinašaš še več, mislim, po eni strani zadovoljstva, pa tudi več uspeha v prihodnosti. Ne? Ker drugače vedno samo loviš naslednje uspehe, pa se nikoli ne ustaviš, pa dojameš, wow, v bistvu mi gre ful dobro. Ja, mislim, prav je, da si fair, ker če ti bo šlo slabo, se ponavadi zelo hitro skritiziraš. Tako da moraš paziti, da greš tudi v drugo smer. Tako da jaz sem začel pač opaziti vse te uspehe, vse si že prej marsikaj dosegal, ampak tole mi je bilo res tako, wow, res nekaj pravilno delaš očitno. In eden izmed stvari, ki mi je pri tebi všeč, tudi, ki si prej omenil, da pač obstaja nek random faktor, ne? Da vedno tudi stvari pogledaš na znanstvenega vidika. To pomeni, da ni samo neka self-help inspiracija, ampak tudi pogledaš znanost od zadnje. To, kar govoriš, ima neka podlago. Ne? Ampak v glavnem, tako da jaz sem to epizodo hotel posneti s tabo malo zase, pa še vedel sem, da bo zelo veliko ljudi verjetno zanimalo, pa jim dal mogoče nekakšno idejo, kako lahko oni tudi so bolj kreativni, bolj uspešni, bolj zadovoljni. Ja, mislim, meni je to bilo zelo luštno povabilo, tudi zato, ker mi da smo veliko teh seminarjev in tudi knjig podobnih brala in dala skupaj, si rekel, kako se dolgo poznava in vem, da ti postavljaš ponavadi dobra vprašanja. Zato, ker se mi zdi, da lahko tudi, če zdaj rečem, da tudi sem privolil tudi malo zase v ta pogovor, zato, ker če ti nekdo dobro vprašanje postavi, si lahko tudi malo odpreš, kot si mi takrat na onem kosilu, s tem side gig vprašanjem, malo odpreš kakšno novo dimenzijo sebi. Ful dobro. Cool, pa predlagam, da kar začneva, tako da najprej bi malo omenil tvojo knjigo, ki je, sva že rekla, precej popularna. Pa si jo prebral, sem slišal? Ja, ravno kar. Se bom tudi malo več povedal, malo kasneje, zakaj mi je všeč, ampak najprej me zanima, danes je rekel, da je ena tvoja bralka to knjigo prebrala in je na koncu, ko je prebrala, je rekla, da je ona to knjigo potem kar objela. In ti si rekel, da si imel ti tudi tak namen, oziroma nekaj takega si imel, da mi povej več o tem. Ja, v bistvu mi je bilo zelo lep komentar mi je bil, zato ker jaz sem v to knjigo sem zelo osebno izpovedno pisal, tisti, ki so jo brali, vejo, in v bistvu moj cilj je bil prikaz mal teh bolj tudi čustvenih pa bolj fragilnih momentov v življenju zdravnika, mladega zdravnika, očeta. In to, kar si tudi ti mi potem rekel, ko si knjigo prebral, da si se počutil, da si se povezal z mano preko pisanja, to mi je bil cilj. In s tem, ko mi je ena punca napisala, da je prebrala zadnji stavek in je objela knjigo, sem si mislil, a ni to tako največ, kar sem si lahko želel kot avtor tega besedila. Ful lepo. Jaz sem res občutek, da je cela knjiga prežeta z neko inspiracijo, upanjem, empatijo, ljubeznijo, istočasno pa pač je še vedno prizemljena, ni neka inspiracija v oblakih, ampak pač tudi poveš v vseh težkih trenutkih, ampak najdeš pač nek pomen, ki te pač pele naprej. Ne? Ja, to je, se mi zdi, zdravniška služba je taka, v resnici pač lepa, emocionalna, včasih zelo težka, moraš pa v vsakem trenutku težkem ali ne, moraš biti prizemljen vedno, ker konec koncev ne delaš s čustvi, nikoli ne smeš odločitev na podlagi čustva, ampak na podlagi, kot si rekel, neke znanosti in relevantnih podatkov.
Tako da jaz zdaj bolj razumem zdravstvo, imam malo več sočutja do zdravnikov. Nisem več, ne vem, če sem bil skeptičen do korone, ampak pač veliko ljudi ima različna mnenja in pač vse. Lahko si zmeden, bil zelo hiter v teh časih, če to misliš, to se ful strinjam. Ja, Če si malo odprl televizijo ali internet ali karkoli je bilo tako, toliko mnen, pa toliko samozavesti. Eni so bili tako zelo glasni in prepričani, da no in to je bil še en cilj knjige, da pustim nek zgodovinski vtis, pa tudi neko stališče stroke, ker se mi zdi, da zdravniki in infektologi, ki bi brali to knjigo, bi se v veliki večini, če ne rečem v celoti, strinjali s tem, kar sem napisal. Ja, jaz sem imel dejansko občutek, ko sem to knjigo zdaj prebral, da sem nekako bolj zaključen za korono, oziroma s tem, kar se je zgodilo. Zdaj mogoče, čeprav je bilo zelo težko, predvsem za zdravnike, pa marsikoga, ki je bil v izolaciji, kakorkoli že. Ampak zdaj mogoče vidim to kot neko zmago. Tako, vse vem, da je bilo zelo težko, ampak ne vem, no, zdaj preko tega tvojega pogleda sem videl, ok. To je kar lepo, ja. Dejansko, da se ti zdi, da imaš nek closure obdobja in da vidiš, da smo vsem prišli ven, smo prišli tudi z pozitivnimi posledicami, seveda pa tudi žal z veliko trpljenja in smrti, ampak ja, smo skupaj uspeli nekako. Ne? Ok, cool, jaz bi zdaj preusmeril pozornost na tvojo produktivnost pa kreativnost, ker ne vem, če jaz to lahko omenim, ampak ti zdaj pišeš že, mislim, da več kot eno knjigo v tem trenutku. Ja, veš, to je tako, dokler ne izdaš nobene knjige, boš imel tako 20 dokumentov na računalniku odprtih, kjer pač nekaj pišeš. Ko enkrat izdaš knjigo, zmeri, ko dobiš neko idejo, pa začneš pisati, si tako, to zdaj pišem drugo knjigo. Ni tako, pač nekaj dela. Tako da, ja, v resnici imam 3 ali 4 dokumente, kjer sem začel nekaj pisati, od tega je pa en bolj resen, ki ga mogoče celo letos še dokončam in bom videl. Nočem še ničesar obljubiti, ampak mi je zdaj v zadnjih mesecih kar stekel. Ful dobro. Bova še malo več o temu na koncu. V tem trenutku se bi jaz navezal, ti si enkrat omenil, da si svoj računalnik odnesel v klet in da je bil to prelomen trenutek zate in tvoje pisanje knjige. Absolutno. Se s tem strinjal. Okay. Absolutno. Kaj se je tukaj zgodilo? To je bilo v COVID času, ko sem jaz dobil idejo, da bi pisal knjigo. Napisal sem tudi 2 poglavji, ki sta bili tako, nista bili neki zelo dobri, še nista bili dokončani, ampak videl sem, da mi teče, videl sem, da je zanimiva tema in zdaj se mi je, da je to nekaj, kar bi rad napisal in dokončal. No, pa se je zgodilo to, da takrat sem bil zelo obremenjen in imel sem pač ta svoj ogromen računalnik z igricami in ko sem imel čas, nisem še imel niti hčerke, imel sem veliko časa, ampak takrat, ko sem imel čas, sem si rekel, lahko grem pisati, ampak se je pa pojavila ta misel, ne moram skozi sam nekaj delati, jaz se moram spustiti, vsak človek se mora spustiti in pa sem pač igrati igrice, pa ne govorim tako za pol ure ali pa 45 minut, v bistvu sem šel za 3 ure pa pol igrati. In sem se uspel prepričati, da to potrebujem, da bom lahko funkcioniral. No, pa sva se preselila, rodila se je hčerka in sem gotovo, da v tem stanovanju nimam kam dati računalnika, sploh ne tako, da ne bi ona se preplazila pa ga ugasnila, ker je zelo pač odprto stanovanje. In sem ta moj gaming računalnik nesel v klet in sem rekel, pač, ko bova šla v hišo ali ne vem, ko bom imel svojo pisarno, ga bom dal tja. In sem kar naenkrat imel samo laptop, kjer seveda lahko daj požgeš kakšno igrico, ampak ni to isto kot tista 2 ogromna ekrana. In sem začel delati zvečer, ko je zaspala Mina, sem odprl pač računalnik in sem začel tipkati. Tako da jaz ne vem, jaz mislim, da če ne bi malo prestrukturiral tega časa, ker me veliko ljudi vpraša, kje najdeš čas za stvari, v bistvu si ga moraš prestrukturirati, moraš se odločiti, kaj ti v tem trenutku več pomeni. In konec koncev, s tem, ko sem nesel ta računalnik v klet, pa meni so te igrice drugače zelo razbremenile in sem bil ful srečen in še zdaj jih daj zelo pogrešam, ampak če zdaj pogledam, kaj mi je dala ta knjiga, ne samo seveda nekaj finančnega, tudi gleda to, da je 16,000 izvodov že prodanih, pa tudi to nekako največje zadovoljstvo, da ljudje berejo, da jim je všeč naziv knjiga leta, pač neprecenljivo res in sem vprašanje, če bi jo napisal, no, če ne bi naredil te poteze. Torej, zdaj še igraš računalniške igrice ali jih sploh ne igraš več? Ja, jih še igram, ampak zdaj smo pa bližji tistmu, ko smo rekla, ne vem, pol ure, 40 minut. Še vedno se dobim tudi s prijatelji za namizne igre, ampak
tiste, a veš, ko se usedeš in imaš cel večer igrc, tega pa res ne bo več. Ja, razumem. Torej, ker si v knjigi zelo zagovarjal, da imaš svoj čas za lenarjenje, ne? Ampak če te prav razumem, si zdaj to malo bolj optimiziral, da še vedno imaš svoj čas zase. Ja, več se izraz je umetnost lenarjenja, a ne, umetnost je v tem, da si boš dopustil vedno pauzo, da boš najdel konec koncev stvari, ki te veselijo in te odklopijo in ni treba, da so produktivne, ni treba, da je to fitness, ni treba, da je to pač branje, lahko so to računalniške igrice, ampak umetnost je pa v tem, da to ni pač 3 ure na dan, da to lahko zožaš, če najdeš nekaj, kar te bolj veseli, ali pa kar je v tistem trenutku pač nujno, recimo, ko je pač, ne vem, otrok, novorojenček, je to prioriteta, ali pa če imam jaz en mesec, da oddam knjigo, bom pač takrat prestrukturiral svoje lenarjenje, tako da pač ne bom toliko igral in tako naprej. Se pravi, v bistvu si nek gospodar svojega časa in to je blazna moč in blazna odgovornost, ki jo mora vsak zase prevzeti. V bistvu je to popoln trenutek, da greva zdaj na naslednjo točko, ker si rekel, da si gospodar svojega časa. Enkrat sem naredil en program od Tony Robbinsa, ki se mu imenuje Time of Your Life. Ja, se spomnim še na faksu. Ja. Ne mi povej, kako je to. Si rekel, da je ful pozitivno vpliv na te. Ja, mislim, jaz se sicer podrobno se zdaj več ne spomnim čisto točno, ampak to je bil en seminar, dosti dober. Veš, kaj mi je bilo všeč pri tem, da to je Tony Robbins, en life coach, in ena od prvih stvari, ki je bilo tle noter, je bilo, da nehi skozi pisati to-do list, se pravi, neke sezname, ki jih pol črtaš, kaj moraš danes, pa kaj moraš jutri narediti, ampak bolj prestrukturiri v smislu svojih vrednot, pa to, kar želiš doseči. In tudi on je pa še v vse to vključeval, tudi to načelo, da imaš nek čas namenjen distrakcijam, je on rekel, se pravi, tem neumnim stvarem, igrce, televizijske serije, pač nekaj, da te zamoti in problem je samo, če je ta čas zelo velik. Se pravi, jaz, če igram igrce 40 minut, 1 uro, pol ure, mogoče bom zelo bolj produktiven, mogoče bom raje pisal pol zvečer, ampak če pa igram pač 4 ure v dnevu, ki ima 24 ur, pa v katerem moraš spati, pa moraš jesti, pa imaš pač stvari, ki jih moraš narediti, bo pa to moteče. In te nekako 2 glavna segmenta, ki sem odnesel, ki si jih še zdaj zapomnim, in to se mi zdi tudi velik doprinos teh dobrih knjig in tečajev osebnostne rasti, ker eni pravijo, zakaj bi prebral celo knjigo, če je tako 5-6 uporabnih zadev, ki jih lahko izluščam, a ni pa boljše, da preberem povzetek. Ne vem, zato ker če boš prebral celo knjigo, boš dojel neko bistvo in si 3 stvari zapomnil. Če boš pa prebral 10 ali ne, si boš pa zapomnil nič, ker pač 10 ali ne lahko prebereš o čemarkoli in ti to ne bo pomagalo. Se pravi, kar sem si jaz zapomnil iz tega tečaja, je to prvo, ne si strukturirati časa okoli to-do list, 10 trebušnjakov, 3 strani branja, 6 obiskov stranišča, če karikiram, ampak pač kaj mi je v tem dnevu ali pa v tem obdobju resnično važno in kaj vem, da moram ali pa moram, kaj vem, da želim doseči. Druga stvar pa umetnost lenarjenja, najti tudi čas za distrakcije. Dobro. Enkrat se spomnim, da so se pogovarjala o igrcah in si rekel, da zdaj namesto, da igraš recimo preveč igrce, da imaš občutek, kot da je tvoj, da si ti nek lik v igrci, ki se mu reče življenje in da si razvijaš ta lik, ne? In gradiš izkušnje. Dobivaš dosežke. To se ne spomnim, da bi ti rekel, ampak se mi zdi taka dobra poanta, zato ker jaz sem v bistvu v te svoje like vlagal zelo veliko časa pa energije. In zelo veliko mi je pomenilo, da je bil ta lik v igrci, ne vem, da je imel dobro opremo, pa en ful dober meč, pa tako neko čelado, ki je ful redka. In pol te celo tako življenje, kdaj, kar se je dobro vprašati je, a mi res to toliko pomeni, ali je to posledica nekega trenutnega dopaminskega raša v glavi. Ne? Se pravi, če jaz v igrci najdem nek hud meč, mi je to ful dobro. In pol recimo, da ga zgubim, se tako sekiram in ne, kako se je lahko to zgodilo. Ker v tistem trenutku imam jaz v glavi predstavo, da je ful ključno, da imam ta meč, čeprav zdaj ta trenutek, jaz nimam pojma, kakšna je bila moja oprema pred 2 leti v tej igrci. Ne vem več, pozabil sem, to mi nič ne pomeni. Takrat sem imel pa feeling, da je to zelo pomembno. In lahko ti dam še en primer. Bili smo v termah, smo bili z Ester pa z Mino in smo pač jedli večerjo in sva se midva z Ester menjala, kdo bo šel po hrano za hčerko.
In jaz sem si tako zelo želel krov, ne, sem rekel, don za sledico bom krov, ki je bil jih pust. In pa je najprej Ester pač šla jesti, jaz sem tam malo opazil in pa so se zamenjala in ko sem prišel do tega bifeja, sem videl, da je krofov zmanjkal. In jaz sem bil tako, ne, kako je lahko to se zgodilo, jaz sem to hotel, ta krov. In pa sem začel kar z enim rafalom misli v glavi, tako, joj, to je samo zato, ker sem mogel jaz paziti tam malo, zakaj vedno moram jaz čakati, zakaj nisem mogel niti tega enega krofa. In pa v neki točki sem se ustavil in sem bil tako, a mi res ta krov toliko pomeni. Pač, moram jaz danes pojesti krov, da bom srečen tle. Na dopustu v termah z dvema pač družinskima, z punčko mojo pa z ženo, ki jo obe obožujem, a moram zdaj iti nazaj pa se skregati zaradi tega krova. Mislim tako, nekako, da se vprašaš, ok, sebi mi pač ful paso, ne? Z veseljem bi pojedel ta krov, sam, a je uredno pač, da se zaradi tega krova ali pa tega meča tle zdaj mečem na tla. No, ampak to sem zdaj malo zašel, vprašanje pol, če pa navežem, je pa to, da sem začel delati na mest na tem, da je moj lik v igrci toliko boljši. Sem pač malo več treniral, začel sem pisati. Tako, ja, malo sem oblikoval v bistvu sebe v neko obliko heroja, ki ga želim, če lahko tako rečem, igrati v življenju. In tudi to, da se recimo ne razburam in padam dol zaradi krofa na večeri, je tako en tak lastnost, ki bi jaz rad, da nek heroj v igrci ima. Ne? Moj heroj z tistim hudim mečem, če bo tako šel jesti, pa ne bo dobil sladice, zikrat ne bo tam joku, pa se po tleh metu. In na ta način, ko oblikuješ sebe v osebo, na katero si bolj ponosen, ti z vsako tako zmago, ko namesto da znoriš, rečeš, ok, neumno je, da znorim, si v bistvu tudi daš motivacijo, da se razvijaš še naprej. Ja, točno to. In ta motivacija je pa v igrci običajno hitrejša. Igrice so običajno tako narejene, da ti zelo hitro napreduješ, pa zelo hitro dobiš te doze dopamina, ki te v bistvu nekako, ki te malo zasvojijo v bistvu. Absolutno. Ker ti vidiš zelo hiter napredek, ne? Ampak v življenju pa običajno napredek ni tako hiter, ne? In tako da potem ljudje, takrat, ko mogoče imajo malo nizko energijo, grejo gledati novice, grejo na Instagram, grejo na TikTok, pač grejo neki ali pa grejo igrce, ali pa še kaj drugega, ali pa recimo hrana. Ne? In to so vse, to je nek pobeg, kjer ti dobiš nek hitro dozo, neki, ali to dopamina, to nekaj drugega, ampak nekaj, da ti da neko hitro zadovoljstvo. Ne? Kako pa si ti, kako recimo ti ohranjaš, ker v igrci dobiš ta zelo hiter napredek, ampak v resničnem življenju, če ti hočeš napredovati, je pa to veliko počasnejše. In kako ti ohranjaš to motivacijo na dolgi rok? Ja, razumem, kaj sprašuješ. Tudi, recimo, ko začneš pisati knjigo, pa do točke, ko pride na police knjigarn, je, ne vem, več kot eno leto pa pol. In v tem času ne bo noben prebral, pa ne bo noben kupil, pa ne boš mogel vedeti, če je sploh dobra. Ne? Tako da, ja, dobro vprašanje. Zdaj, dve stvari sta. No. Ena je to, da si je vedno dober, kakor se strinjam tudi s tabo, ko si mi enkrat razlagal, da je super imeti neko vizijo, se pravi, ti lahko s tehniko vizualizacije sebe si predstavljaš, recimo, jaz si kdaj predstavljam, kako bom kot specialist infektologije, kako bom znal, kako bom zanesljiv in s to vizualizacijo samo si dam malo spodbude, takrat, ko mi je služba res težka, ne. Je pa poleg tega, da imaš nek cilj v glavi, recimo, da si jaz rečem, jaz bom nekoč držal svojo knjigo in me to ful motivira, je važno, da si razdeliš te ogromne zadeve na manjše korake. Se pravi, lahko si rečeš, zdaj bom napisal 3 poglavja in bom to dal zabrati mojemu očetu pa moji ženi in pa vem, da bo sta mi dala super povratne informacije in bo to zame nek dopamin drip. Bom videl, ok, ne vem, všeč ima je, koliko sta za. Pol si rečem, ok, ko bom imel pol knjige, recimo 7 poglavij, bom poslal urednici v mladinsko knjigo in bom videl, kaj bo ona napisala in pol ona tako napiše nazaj, da se ji zdi zelo uredno in zelo dragoceno in da je zelo rada to prebrala in te to nadaljno motivira. Isto tako, če recimo hodiš v fitness, ne si dati za cilj, jaz bom nabildan, ker sej mogoče boš sam, pač ne še zdaj, to boš tako čez 3 leta in če je to tvoj cilj, pa se čez en teden pogledaš v ogledalo, boš nehal hoditi v fitness. Tako da lahko si daš za cilj, jaz bi 2-krat na teden šel trenirati. In pa, ko boš to delal 2 meseca, si boš rekel, wow, koliko sem jaz zanesljiv, pa koliko imam jaz integritete, ki mi je to ratal. Tako da nekako te dve stvari, no. Ena je, da vseeno obdržiš vizijo,
ob tem, da si velike zadeve tudi malo razdeliš na manjše postanke. Druga je pa to, da če se izogibaš temu instant dopaminu preveč, se pravi v smislu teh iger, v smislu socialnih omrežij, v smislu drog pa alkohola, konec koncev, ki to blazno sproščajo, pa bodo tvoji možgani pač navajeni na manjši drip dopamina, ki bo naredil že večji efekt. To je čisto kot addiction. Vse veš, da če bo nekdo pil alkohol skozi, bo pač zmeri bolj ga toleriral in ne bo imel alkohol istega učinka na njega. In če boš ti skozi pač zalival možgane z, ne vem, dopaminom, ki ga sproži uporaba nekih prepovedanih drog ali pa substanc, pol ne boš ti nikoli mogel, ne vem, zavohati roglička zjutraj v sobi pa postal srečen, ali pa ne boš pogledal ven sončnega zahoda pa boš srečen ob tem, ker ta dopamin, ki bojo te vsakdanje stvari ga prinašale, bo absolutno premali za tvoje možgane, ki so navajeni na bazene dopamina od pač, ne vem, drog, alkohola, igrc, socialnih omrežij. Tako da s tem, ko se mal bremzaš, si v bistvu delaš ogromno uslugo in tudi čuječnost to učine, da konc koncev jaz kdaj grem čez park, pa tako ratam in kar naenkrat srečen, ker je tako eno drevo obsijalo na ful lep način, pa veter piha, pa ne vem, tako se mi zdi stvari, ki bi jih drugače pregledal, sploh če bi recimo hodil čez ta park pa gledal telefon. To se mi zdi ful dobro, to se mi zdi ful močen point. To bom jaz uporabil v svojem življenju. Mi da inspiracijo, da se še bolj izogibam stvarem, ki so neke, kako bi rekel, distrakcije na nek način. Distrakcije, ne? Ja. Zato, ker potem se strinjam, potem, ko pač teh stvari ni, se imamo še vedno, ljudje imamo željo porasti po napredku, po dopaminu, ampak na zdrav način, ne? To lahko dobiš, greš v fitness, imaš ful dobro večerjo s prijatelji, narediš nek kreativni projekt, ki te izpolnjuje, ne vem, se potrudiš v službi recimo, in potem dobiš iste stvari. In to je dejansko, ja, da se izogibaš teh distrakcijam, na tak način najbolj v bistvu se potem začneš osredotočati na druge stvari, ki so pa tvoje življenje, ne? Tako da ful dobro. Ja, res je. Ok, zdaj moje naslednje vprašanje je, imaš ti kakšno, kako ti neguješ svojo kreativnost? Ti se pač, glede na to, da si napisal eno knjigo, imaš veliko objav na Instagramu, imaš podcast, potem pišeš že naslednjo knjigo. Meni je zelo očitno, da si pač zelo kreativen, da se izražaš in da pač ne držiš tega nazaj, da pač delaš to, kar čutiš in pač to izražaš. Ne? In na kakšen način ti nekako neguješ to kreativnost? Ja. In poskrbiš za to, da jo pač izražaš. Ne? Mislim, meni drugače to nikoli ni bil zelo problem, ker sem človek, ki mu domišljija tudi zelo dela. No? Večkrat mi mogoče problem, da jo zaviram. Recimo sem pač v ambulanti, pa imam idejo, da bi napisal nekaj in moram tisti trenutek seveda biti fokusiran v znanost in v stroko. Ena stvar, pa se mi zdi, ki zelo neguje kreativnost zelo, je branje. Jaz ogromno krat berem neko knjigo in med branjem te knjige dobim istočnico za eno stvar, ki jo bom napisal, dobim idejo za enega gosta za podcast. V bistvu zdaj tudi berem eno super knjigo od Viktor Frankl, to je en svetovno znan psihiater. Ja. No in tam recimo sem dobil istočnico za poglavje, ki ga pišem o motnjah spanja. Ker je on je bil psihiater, ki je bil žit in zaprt v koncentracijsko taborišče. In jaz sem pač imel v glavi, da bi rad v moji naslednji knjigi pač kar ene pomemben del pisal tudi o spanju, pa o tem, kako se lahko pomaga človek in kaj je pomagal meni. In pa sem bil tako, sam jaz ne vem, kako bi to poglavje začel ali pa začinil na en tak ful zanimiv način ali pa z eno anekdoto. In pač nisem se spomnil tega. In pol najbolj bedno je, če googlaš tako funny stories about sleep, ja pač nič dobrega ne boš najdel. No in pa sem bral to knjigo, ki je naslov Man's Search for Meaning, in je tam noter on napisal tako zanimiv začetek, se mi zdi, tako reče, učbeniki lažejo. In piše, kako je on kot zdravnik se naučil, da to, kar so ga učili na faksu, da človek po določeni količini časa brez spanja ali pa brez hrane, ali pa z zelo malo količino tega, no, da enostavno dol pade in umre, da pač to ni res. Ker so oni bili tam, hranili so jih z, ne vem, enim kosom kruha pa en deci juhe na dan, spali niso skoraj nič, niso imeli gretja in vsak dan so mogli polagati tire, delati in so zdržali tudi več let, tako da to mi je bil tak zanimiv vtis. In v glavnem, tako, pač, tudi se spomniš, ko tebi kdaj randomly pišem
Krajman, kaj je že ona knjiga, ki si jo mi omenil, da sem ti pred kratkim pisal za to knjigo o vizualizaciji. In pa si to dam na e-bralnik in berem in dobim izhodišča za, ne vem, berem o vizualizaciji, pa sem tako, jaz moram tisto enega neurologa spraviti na moj podcast. Tako na ta način. No, se pravi, za ideje, za širjenje obzorja, pač berite knjige, beremo knjige, to je tako najslabše, kar se zgodi, in to se je tudi meni vmes zgodilo in veliko zdravnikom se zgodi, da začneš delati v svoji stroki, pa ni nujno zdravnik, si farmacevt, si pravnik, si karkoli. In se kar naenkrat moraš ogromno literature iz tega področja prebrati in preštudirati, seveda. In pol si tako nekako zgubiš željo, da bi bral še druge stvari zraven, ker se ti ne da, ker bi raje pač gledal televizijo, takrat, ko imaš malo frej. In takrat, ko se ti odločaš, vse to je pač normalno, to se vsem zgodi, da se morajo veliko učiti, pa ko delajo, nimaš časa več za knjige, tako pač je. To je tako največji poraz. Res, prisil se, brcam se v rit, reči si ne. To je čist drugače. To je, kot da bi rekel, sej jaz jem tako veliko brokolija, zakaj bi jedel še kjerokoli drugo zelenjavo? Pač, to nima smisla. Ti moraš najti nek balans v življenju in recimo branje, to, da se človek še pohvali. Jaz ne berem že od srednje šole. Kako? Dej, super, da si opazil to, ampak daj se to spremeni. Pa lahko prebereš eno knjigo na 2 meseca zaradi mene, ali pa na 3 mesece. Lahko prebereš 3 knjige na leto. Sam to, da imaš na nočni policiji pač eno knjigo, ni treba, da je to, kot sem zdaj dal primer, neko osebnostno rast knjiga, lahko je krimič, lahko je drama, ampak dajmo brati, to širi in spodbuja kreativnost najbolj, se mi zdi. To mi je ful všeč, da to poveš. Jaz sem nekje slišal od nekoga, oziroma dejansko obstaja knjiga, ki se reče Still Like an Artist, torej kradi kot umetnik, ki govori o kreativnosti in prav, da sicer so nova marsikatera nova dognanja v znanosti in se naše znanje tudi razvija, je pa tudi povedala knjiga, da veliko stvari so že bile povedane in veliko novih del je dejansko povezovanje stvari na drugačen način. In govori o tem, da kreativnost je večinoma povezovanje informacij na nov način, nov pogled informacij, ki jih že imamo, pač sestavljena z neke druge perspektive. Ne? Ja, to se zelo strinjam. Se lahko pogledaš tudi recimo, kaj je gledališče. Dramska besedila, določene klasike, Shakespeare, recimo Molière, to se igra že leta in stotine let in ni tako, da vidiš ti v drami, igrajo Hamleta, vse to sem pa enkrat že videl. To nima sploh veze. Ti imaš druge igralce, drugega režiserja, drug koncept, dramaturgijo. Ti lahko narediš na 1000 in 100.000 načinov eno tako predstavo. Tako da to je meni tak primer tega, kar si rekel, da se lahko poveže nekaj obstoječega vedno na nek nov in drugačen način. In konec koncev, ne vem, je 50 knjig o spanju in mogoče boš jih ti prebral 20 in od tega ti bojo 3 všeč, meni pa pač 4 in to 4 druge kot tebi. In to, kar narediva s tem, je tudi malo v najni domeni. In ta knjiga recimo tudi govori o tem, da ko ti pogledaš, ne vem, Picassota, pač pogledaš neko slike in si rečeš, wow, to je pa čist neki novega. Ampak mogoče se ne zavedajo ljudje, da je pač Picasso imel tudi svoje mentore, pa ljudje, po katerih se je zgledoval, pa so vplivali na njega, pa pač on je videl, kaj je okrog sebe, potem pa sam neki združil, pa neki novega sestavil. Pač to se ni zgodilo v izolaciji, ne, te njegove umetnine. Tudi zaradi tega mi je ful všeč to, da praviš, da pač bereš knjige, da preko tega dobiš nove ideje, ker logično, tako pač deluje. Ja, tudi predstavljaj si, koliko je zanimivo, če ti bereš recimo eno mojo knjigo ali pa en moj blog zapis, pa jaz sam govorim, jaz mislim to, pa to, pa to, ali pa niti ne moj, pač predstavljaj si knjigo, vse bereš veliko teh knjig, ki govori o, kaj jaz vem, meditaciji. In zdaj ta človek piše, jaz mislim, da je to tako, to je tako, to ni tako, to je tako. Ali pa če bereš eno knjigo, ki jo najbolj vsi poznamo, ki daje primere, se navezuje in daje anekdote in predstavlja študije in citira filozofe, mislim, to je ne samo, da je uporabna knjiga, še literarna poslastica rata in to je tisto, kar hočeš doseči neko svojo širino. Ena stvar, by the way, ki sem jo začel zdaj delati, približno 1 mesec nazaj, to je še mogoče nekaj, s čimer negujem svojo kreativnost, na pobudo prijatelja in igralca Nika Škrleca, ki je bil tudi gost na podcastu, v fantastični epizodi na temo tudi spomina, smo odprli eno skupino, grupo ljudi, kjer se vsak teden nauči vsak eno pesem na pamet. Sam si izbereš katero, nima veze, ne vem, prevedena, angleška, slovenska, in to sem zdaj začel delati malo več kot 1 mesec nazaj in mi je
Mislim, jaz ti rečem, da se boljš počutim, samo zaradi tega že se boljš počutim. Zdaj vem 7 pesmi na pamet, eno od Jenkota, Menarta, zdaj se učim Prešerna, v glavnem, in pol kdaj tako, ko hodim, ali pa ko spavam hčerko, ali pa ko hodim iz službe, si jih recitiram v glavi. In meni je to tako čudovit hobi, res, to mi je, tako sem rekel, bom probal, vse mogoče mi ne bo všeč, pa se mi ne bo dali tega učiti. Zdaj pa vsak ponedeljek je tako, itak je ponedeljek, pa noben od nas nima furat ponedeljkov, ampak vsak ponedeljek sem tako, ponedeljek je, lahko si izberem novo pesem. To je imel za neposredno posledico tudi to, da sem začel brati poezijo spet in je vaja za spomin in neguje mojo kreativnost, tako še ena stvar, ki jo mogoče priporočam, pa by the way, lahko se pridružite brez kakršnih koli stroškov ali karkoli v našo skupino, bom dal tudi link spodaj v opis epizode, kjer v bistvu tudi ni nobenega pritiska, pač pridružiš se in bereš pesmi in en drugega spodbujaš, da se jih naučiš na pamet. Ful dobro, top, dobra tematika. Zdaj me pa zanima, ti si pač, ko si to knjigo napisal, je bila to pač tvoja prva knjiga po vsej verjetnosti? Ja, je bila, mislim, da sem okay. Dramski besedili, ki se mogoče spomniš, si šel gledati na gimnaziji še nekaj. Ja, to sem jih gledal, ja. Ampak knjiga pa prva, ja. Okay. V glavnem, zelo veliko ljudi se želi napisati knjigo. Mogoče celo skoraj vsak, dobro, no, glih ne vsak, ampak ne vem, večina ljudi, ki jih jaz poznam, ja, enkrat bom mogoče napisal knjigo, no, vsaj te od mojih prijateljev, recimo. Ampak zelo malih dejansko napiše, pa še manj jih potem to objavi, recimo, ne. Ker zelo veliko ljudi dvomijo same sebe, pa imajo občutek, da niso pripravljeni, da nimajo dosti izkušenj, da nimajo dosti znanja. Kdo bo pa sploh bral mojo knjigo? Pa zakaj ne? Kdo bo pa sploh mene poslušati? Mislim, to je zihar en problem. Je pa tle še ena stvar, to, kar sva prej govorila, se mi zdi. Rekel si, zelo veliko ljudi ima željo napisati knjigo, ali pa celo si reče, ne vem, jaz bi vem, o čem bi pisal. In to, ko ti pomisliš, jaz bi napisal knjigo, lahko pomisliš, ko bo tvoja knjiga recimo o osebnostni rasti ali pa o vzgoju otrok. In imaš tako generalen koncept v glavi in imaš v glavi ta končen proizvod, se pravi vizijo knjige, ki jo boš držal v roki in bo imela 15 poglavij, ful bojo dobro razporejena, didaktično, zanimivo. In do tega je še zelo, zelo, zelo daleč. To, da bo tebi to nek dopamin, kot sva rekla, sprostili, to, da boš imel nekaj od tega, to niti ni še na obzorju. Tako da, če boš ti sam si želel napisati knjigo in se boš pol usedel pred računalnik, odprl Word in bo tako prazen dokument pred tabo, v tem primeru se boš zelo težko kam premaknil. Tako da, če lahko tudi, ne vem, če si že v bistvu sploh končal s vprašanjem, oprosti, ampak če lahko takoj dam en nasvet, je, da si daš manjše korake za cilj. Dej si reči, jaz bi napisal v bistvu uvod, kazalo, pa eno poglavje knjige o vzgoji. In ko boš to naredil, si reči, ok, zdaj mi je to ratalo, zdaj bi pa jaz napisal ta prvi del, ki bo nekak predstavitev projekta, pa ne vem, pregled člankov, ki jih bom uporabil. Se pravi, ne se usesti za računalnik z vizijo uspešnice v tvojih rokah, ker to je toliko daleč, da se boš težko motiviral, da sploh nadaljuješ. Ok, zelo dober point, zelo zanimivo. V glavnem, ja, moje vprašanje na koncu je bilo pa, zelo veliko ljudi si želi napisati knjigo, jo nikoli ne napiše in no, mogoče je tudi to, da je prevelik projekt za nekoga, ampak vem, da se zelo veliko ljudi sooča z dvomom v sami sebe, pač imajo vedno občutek, da niso pripravljeni, da nemajo dosti izkušenj ali pa znanja. In a si ti tudi imel občutek, tako, ne vem, kakšne misli, kdo pa jaz sem, ali pa sem pripravljen, da jaz to napišem ali ne? Ja, seveda sem imel. Jaz sem imel zelo veliko dvomov. Vprašanje je, kako si šel preko tega? Ja, ta koncept, če bom to zdaj jaz pisal, jaz nimam nobenih izkušenj in sem slab v tem. A ni to mogoče lahko celo spodbuda oziroma nek pomirujoč, tako recimo, če greš ti igrati klavir, pa boš zdaj začel vaditi, pa boš prišel k meni na obisk, pa boš hotel na mojem synthesizerju nekaj zaigrati, jaz ne bom pričakoval, da boš ti meni zaigral Beethovna ali pa če boš tako zaigral neko bolj easy melodijo, ne bom jaz bil tako, koliko si ti beden. Zato, ker vem, da si začetnik in a ni lepo, če smo začetniki, ker v resnici smo slabi in smo lahko slabi z razlogom in se lahko sprijaznimo, mislim slabi, neizkušeni in moramo čez proces. In tudi, ko začnemo pisati,
si lahko rečemo, ok, mogoče mi bojo stavki malo težje zdaj leteli, kot čez pol leta. Jaz sem to dejansko videl, jaz čez 7-8 mesecev sem šel pritipkavati pa obračati ene od prvih poglavij, ki mi je laufal jezik in vse bistveno več. Ampak dajmo si vzeti to, da smo začetniki v nečem kot nekaj normalnega, ker vsak, ki je začel kakšen tak projekt, je začel iz iste točke v resnici in ni bil takoj izjemno dober. Je pa res, kot sem rekel, da je človek ima zase izjemna pričakovanja. Če bi ti recimo napisal knjigo, pa bi bila dobro sprejeta, bi jaz tebi rekel, bravo, čestitam, super, mislim, pa še tvoja prva knjiga je noro. Pa sem pa jaz to naredil, a veš, in recimo imel sem blazne dvome, imel sem skrbi, kako sem jaz šel, če ti najprej to odgovorim, je, da sem pošiljal redno poglavja prebirati določenim izbranim očetu, sem pošiljal ženi, urednici, uredniku in oni so mi nazaj v bistvu pisali in spodbude in komentarje in v bistvu sem videl, da jim veliko pomeni moje pisanje, da jim je zanimivo in tako ne. Tako da to je bila ena zelo velika stvar. No, ampak če se vrnem na to, koliko smo strogi do sebe, jaz, če greš na Goodreads, recimo, ima moja knjiga zelo veliko reviewjev, ki so zelo dobri, super ocene, jaz sem zelo hvaležen za to. Sem pa že večkrat prebral od kakšnih reviewerjev, pač teh ocenjevalcev, recimo napišejo, zanimiva knjiga, super, ni pa literaren presežek, recimo, ne. In v resnici je to mogoče logično, ker jaz sem pisatelj zdaj relativno kratek čas, razvijam svoj slog, nek slog imam, ampak mislim, ne bom jaz začel pisati in pisal kot Drago Jančar, ki je, ne vem, 50 let piše in je, a veš, kaj hočem reči. To je, kada bi ti rekel, jaz si bom prebral par stvari o človeškem telesu, ker te to zanima, pa bi si šel malo brati, malo bolezni pa to, pa bi se pa začel sekirati, da ne znaš toliko infektologije kot jaz, ker delam to 70 ur na teden, vsak teden. Se pravi, ja, mislim, moj slog, nek ta literaren uvid knjige se bo še izpilil, jaz bom še veliko pisal. In to, da ne pričakuješ od sebe preveč, tudi mogoče tvoja prva knjiga ne bo tvoja najboljša, mogoče tudi bo prva zelo dobra, pa bo druga slabša, ne bojo vse iste. Se pravi, realna pričakovanja in največ, kar lahko narediš, ne greš čez sebe in začneš pisati, je, da pišeš zase, da ne razmišljaš, komu bo všeč, komu ne, komu bo prodanih, koliko bo v knjižnici vrste ali pa ne, ampak si rečeš, kaj meni paše, pač piši nekaj, kar ti je všeč, nekaj, kar te zanima, nekaj, s čimer boš sebi ali odprl ventil, ali razširil obzorja, ker pol bo knjiga pač boljša. Lahko bo dobra, lahko bo odlična, lahko bo povprečna, za druge, ampak boljša bo, kot da boš pisal nekaj, kar se moraš siliti. Najslabše je reči, ok, kaj se zdaj bere, pa najti, ne vem. Trenutno je zelo popularna vprašanje emancipacije žensk v 18. stoletju, ne vem, nekaj je recimo, in pa greš to raziskovati in to pisati. Če te to nikoli ni zanimalo, ta knjiga ne bo zanimiva. Torej, v bistvu sledi temu, kar te veseli, in pa če tebe veseli to knjigo pisati, bo tudi knjiga dobra. Absolutno, vse to dobro veš ti in najbolj vsak, ko posluša, da kar delaš iz navdušenja in veselja, bo ponavadi bistveno boljš, kot kaj, kar delaš čisto iz neke prisile. In glede na to, koliko je tvoja knjiga uspešna, ta pristav počitno, kar v redu deluje. Ja, pomaga tudi to, recimo, da v tujini lahko greš tudi pisati knjigo z vidika, to bo moj biznis model, jaz bom recimo napisal knjigo o človečnosti in pa bom predaval to in knjiga, če postane bestseller, bom jaz bogat v bistvu. In pomaga to, da v Sloveniji do tega ne more priti. Ti ne moreš obogateti v Sloveniji kot pisati knjige, ker je trg je pač premali. To ti lahko povem zdaj kot človek, ki ima najhitreje prodajano knjigo, jaz od tega recimo ne morem živeti, jaz živim še vedno od svoje službe, od tega, da sem zdravnik in knjigo pač to imam za dušo v resnici, ne? In obožujem to, kar se dogaja, obožujem knjižne dogodke, ampak mogoče je to pri nas celo boljš, ker ne boš šel pisati tako, jaz bom pa pisal in živel od tega zelo dober, ker če si realist, boš vedel, da to ni mogoče. In zato je lažje mogoče pisati bolj iz sebe in iz nekega veselja. Ful dobro. Zdaj moje naslednje vprašanje je bilo, pa mislim, da si že odgovoril na njega, in to je, kdaj si pripravljen, da marsikdo reče, jaz nisem še pripravljen, kdaj si pripravljen, da napišeš knjigo, ne? In če jaz prav razumem, je najbolj, da začneš, pa pač se potem razvijaš iz te točke, ne? Da nikoli ne boš pripravljen, če sem jaz te prav razumel. Ja, mislim tako, jaz tudi mislim, da ni treba hiteti in se siliti konec koncev, če se res ne počutiš ta trenutek, da nimaš neke inspiracije, da nimaš nekega,
kaj je ta beseda, se pravi, navdiha, Mhm. pol mogoče res ni čas. Mogoče bo ta čas prišel, mogoče boš enkrat dobil ta klik, mogoče moraš samo začeti. Lahko probaš, lahko napišeš eno stran, dve, ampak nekega pravega časa ni. In nekdo bo napisal pri 60 letih starosti prve knjige, pa mogoče pol še 10 knjig v 3 letih. Nekdo bo pa, vem, da so že najstniki v Sloveniji tudi izdajajo knjige. Tako da jaz mislim, da tle nek pritisk lahko dela tudi veliko slabega. No? Da ti moraš iti z navdušenostjo in veseljem v to. In jaz tudi to sem zdaj opazil, ker sem po tej knjigi hotel iti takoj pisati naprej, pač ni mi šlo. Nisem mogel stavko oblikovati in sem rabo tako 3 mesece pauze, preden sem spet začel. To je ful dobro, da poslušaš sebe in da res slediš, tako kot so že prej rekla, slediš svoji inspiraciji, navdušenju tega, kar te veseli, in če te ne, si pač daš to, kar rabiš, da priješ do točke, kjer boš začutil, da si pripravljen na to. Ne? Pa zdaj ne mislim, pripravljen je lahko ena ideja v glavi, ki je kot izgovor, lahko je pa pripravljen, če ti res sam sebe poslušaš, ko začutiš, zdaj bi pa to izrazil. Ne? Ja, se strinjam. Ok, naslednje vprašanje. Enkrat se spomnim, si mi pisal, da si imel malo bolj krizno obdobje, da si se pač počutil malo slabš. Jaz se spomnim, da sem bil takrat ravno na Jadranju, na Hrvaškem, ki sva klicala, in si potem rekel, da si v bistvu že sam nekako stvari obrnil okrog, da si se spomnil par stvari iz Landmark foruma, tega programa, ki sva ga naredila, in da se počutiš veliko bolj boljše. Ne? Se spomniš, kdaj je to bilo približno? Ne, točno. Spomnim se, da sva govorila, ne spomnim se kdaj, no, zato ker tudi se mi zdi, da sva večkrat na tak način komunicirala in tukaj mogoče, zdaj, ker se res ne spomnim detajlov, ne morem dati nekega uvida o tej stiski in kako sem jo rešil, ampak mogoče ena dragocena stvar, ki jo lahko povem, je to, da se mi zdi zelo važno, da imaš eno skupino ljudi, s katerimi se lahko zelo odprto na ta način pogovarjaš. Skupina ljudi, ki bo sprejela, da stiske obstajajo pri vseh nas, da ti ne bo bed, da ne bom jaz rekel, jaz se res slabo počutim, sam ne bom zdaj klem na klicu, ki pa bo on mislil, da sem jaz neuspešen človek, pa živčen človek, pa da pač bom imel nižje mnenje o meni. Se pravi, da imaš skupino ljudi, ki veš, da se jim lahko iskreno odpreš in tudi, da se bojo oni tebi, da vsi razumete, da ima življenje ups and downs, in s temi pogovori in tudi obenem skupina ljudi ali pa en človek ali pa dva, ki bosta odgovorila tudi malo bolj tako, da boste te malo res probali razumeti, da ne bo samo odgovor, vse bo v redu, ti kar zdrž ali pa tako neko generalna stvar. Tako da zelo dragoceno, če imaš zelo dragoceno, če imaš tako skupino ljudi ali pa vsaj enega, če pa nimaš, je pa mogoče en super projekt pa šansa, da se odločiš, da boš ti postal ta človek. Se pravi, da ko bo tebe nekdo klical, mogoče ali pa ti bo nekdo pisal ali pa bo prišel do tebe, sodelavec, partner, nekdo v stiski, da ga boš poslušal in da boš probal iskreno pomagati, ne zaključiti čim prej pogovora, ne reči, vse bo kul, ne začeti razmišljati, ojoj, ta človek res ni v redu v glavi, zakaj se jaz z njim družim. Se pravi, lahko mi smo tisti, ki začnemo z tako krasno spremembo in gradimo tako mrežo. To je v bistvu ful dobro. Ne? Je res pomembno, da se o teh stvarih pogovarjaš z ljudmi, ki vidiš, da te bodo podprli. Istočasno pa, če nekdo je mogoče pripravljen na tak pogovor, pa se mu odpreš, po mojih izkušnjah dostakrat, ko ti poveš recimo nekaj, kar ti je težko, s tem v bistvu odpreš in potem druga oseba ugotovi, mogoče se pa jaz lahko tudi podelim svoje težave s to osebo in se dejansko, ko se enemu odpreš, in v bistvu ti otvoriš to mrežo. Ja. Drugi vidijo, da ta odnos ni poanta, da se delamo, da smo uspešni pa zadovoljni, ampak da pač en drugemu pomagamo, pa smo res iskreni. Točno to, no, to je ful važno. Če gledaš na družabnih omrežjih, se zdi, da je to poanta, da kdo bo nastopal čim bolj uspešen, zadovoljen in brez kakršnih koli težav. In to je tudi razlog, by the way, za veliko anksioznosti in depresije med mladimi, ko je včasih ni bilo toliko, ker pač zgleda, da si ti edini, ki ima težave. In jaz mislim, da v vsemu temu, kot si rekel na Instagramu, v vsemu temu, kako bi rekel temu, noizu, v vsemu temu šumu, ki ga pač ustvarjajo vsi te ljudje, ki se pač pretvarjajo, da so uspešni, je potem nekdo, ki je pač res iskren, pa ranljiv, pa pač pove, kako stvari čuti in se res iskreno deli svoje izkušnje, je zelo tako osvežujoč.
Tako da jaz se spomnim, da si ti enkrat omenil, da si se odločil, da boš res, kakor se da, avtentičen. Pa ne popravi me, če narobe govorim, da boš kakor se da avtentičen na Instagramu, da boš res delil še bolj osebno. In da je takrat Instagram zelo začel rasti. Mislim, tako, v bistvu je začel rasti med COVID časom in pol je prišel nekje do, po moje, 15,000 ljudi, kar je bilo meni noro, nepredstavljivo ogromno. In potem sem tako začel razmišljati, kako naj nastopam, da bojo oni me čim raje spremljali, ali pa da bo čim več novih prišlo. In potem sem nekako pomislil, jaz sem dobil ogromno pozornosti s tem, ko se s takimi vprašanji nisem ukvarjal. Seveda, moraš pomisliti, kaj bom zdaj povedal, a je v skladu z znanostjo, a je prijazno, mislim tako, ne, se pravi, da neke generalna tudi pravila obnašanja, ampak jaz sem se takrat pa rekel, jaz sem v bistvu sam z mojo iskrenostjo pritegnil določeno količino ljudi, veliko količino, in zakaj ne bi nadaljeval in pač bil čim bolj iskren. In se mi zdi, da to je pa tisto, kar ljudi vleče k influencerjem. Zdaj tudi influencerjem, ki delajo reklame, kažejo izdelke, valjda sej pač pogledaš tisto, ampak tebe je zanimiv ta človek, ne? Kaj tebe briga, kaj on tam neki dober, recimo ima službo, ti pokaže neke stvari, mogoče te zanima, mogoče ti bo v redu, ampak on, to za kar spremljaš nekoga, je zato, ker ti je on zanimiv, njegov način dela življenja, njegovi uvidi. In jaz sem se odločil, da bom čim bolj iskren in v svojih stiskah in v svojih zmagah in ob tem pač, kdor me ne bo maral, je mogoče celo boljš zame, da gre. In je to bolj neka win-win situacija. Rast, ki se je zgodila pol še naprej, je pa pač, kot vidiš, tudi sam zelo, zelo taka izrazita. Ja. Ljudje prepoznajo nekoga, ki iskre, ki govori iz srca, ki pač ne skriva ničesar oziroma dela to res z srcem. Veš kaj, meni se zdi tudi malo, da ljudje to rabijo in rabimo, ker veliko je tega prikrivanja, veliko je enih mask, veliko je enega umikanja in je osvežujoče, če je nekdo, ki je zelo iskren in tudi v svojih napakah, recimo, da reče, to sem zadnjič naredil res narobe, jaz sem bil kriv, oprosti, ne bom padel, se ne ponovi na ta način, se pravi, tudi own your mistakes na nek način. To je zelo, zelo osvežujoče in pa pač da moč vsem, ki so povezani s tem, predvsem pa tepne. Ti veliko govoriš o meditaciji oziroma človečnosti. Ne? Kako bi pa rekel, da je to, ki je vplivalo na tvojo kreativnost? Ja, zagotovo je. Se mi zdi prvič to, ker sem postal zaradi tega dosti bolj miren človek, drugič pa zato, kar je čuječnost, kar ti daje pogled na to, da je treba stvari v življenju sprejeti, ne da se upiraš. Se pravi, neko sprejetje, da so kdaj lepi časi, kdaj težji časi in da vse skupaj konec koncev mine. In to, da recimo, če imam jaz nek blok, da težko pišem, da mi ne gre, da ne bom začel iskati noro, frantično iskati nekih razlogov, kaj sem naredil narobe, kaj lahko zdaj spremenim, kaj lahko izboljšam. Ta trenutek mi pač ne gre in če to sprejmeš, se sprostiš in greš naprej in pol čez dan, dva, mogoče padaš nazaj v nek fokus. Tako da iz tega vidika sprejetja situacije, se mi zdi. To mi je všeč. Tudi pravijo, da so sproščeni možgani, so kreativni možgani, recimo, ne? Ko greš ti pod tuš, pa se sprostiš, se potem spomniš kakšne stvari, ki se jo drugače ne bi. In tudi mogoče na tak način, ko se ne probaš z glavo skozi zid, pa če ti ne gre, se malo sprostiš, pa počakaš, pa spet pride inspiracija nazaj. Se mi zdi, da je to ful, se misliš kot zelo dober pristop. Ja, se strinjam. Ful, dobro. Kakšno imaš pa izkušnjo, recimo, ko se izražaš? Jaz sem recimo od terapeutov, te, ki so moji mentori, ki sem jih tudi zanč omenil, Katie in Gay Hendricks, ki imata to knjigo The Big Leap, ki zelo veliko ljudi si jo potem prebrali po najni prejšnji epizodi. Oni da pravite, da je zelo pomemben za osebno izpolnjenost in pa tudi za zadovoljstvo v odnosu, zato to, da se človek kreativno izraža, da ima občutek, da nekako izpolnjuje svoj potencial, svoj kreativni potencial. A imaš občutek, da to vpliva na tvojo neko izpolnjenost osebno? Ja, jaz bi rekel, da vse, kar ustvaram, seveda, ker tudi recimo, če jaz posnamem podcast ali pa če napišem eno poglavje v knjigi, ki mi ni všeč, ali pa posnamem nek podcast, ki mi ni všeč, tega ne bom sprostil ven, to bo ostalo pri meni
Tako da s tem, ko dam to javnosti in tisočim ljudem, ki to gledajo, berejo, poslušajo, se odločim, da je to dosega neke moje lastne standarde o vsebini, empatiji, humorju, ki so dosti visoki, in potem, ko to kdaj tudi sam poslušam, recimo nek svoj podcast, ko preberem kakšno poglavje svoje knjige, mi da to blazno zadovoljstvo, ker vidim, da sem pač naredil nekaj, za čemer lahko stojim in kar mi veliko pomeni. Mislim, da je zdaj to odlična točka, da greva na ta najn quote, ta pogovor, ki so že ga velikrat imela in je ful dober. Life gives to the givers, torej življenje daje radodarnim. Jaz to zelo verjamem, zelo. Seveda življenje ni vedno fair, to moram reči, tudi dobrim ljudem se dogajajo slabe stvari, ampak ljudje, ki so radodarni in empatični in ljubeznivi, bodo živeli pač boljše življenje, ne vem. Ja, in to si mi tudi povedal, ne, da tvoj podcast, da si res imel namen v podcastu, da so to samostoječe epizode, da pač ti daš ljudem, da niso to samo neke promocije nekih stvari, ampak da je res epizoda sama polna in zaključena celota, ena stvar, ki ti ljudem podariš, in je to pač brezplačno. Ja, mislim, da to dobro deluje, ne? Podcasti so lahko tudi biznis model, seveda, ne vem, mogoče tudi jaz kdaj bom kaj tazga delal. Ta trenutek nisem še s podcastingom ničesar zaslužil v resnici, to je ena platforma, ki je, seveda, kot si rekel, jo dajem ljudem, po drugi strani pa ogromno da tudi meni. Marsikateri od mojih gostov in teh pogovorov mi je ogromno odprl nekih novih perspektiv. Ko sem se pripravljal na pogovore, sem prebral nove zanimive zadeve. S tem tudi nekako gradim svoje znanje povezovanja pogovora, vodenja intervjujev, sebe, in vidim tle več pozitivnih stvari, seveda tudi to, da lahko ljudem to ponudim, pač seveda povsem brezplačno. In se mi zdi, da na ta način potem dobiš veliko nazaj. Tle mogoče lahko eno anekdoto povem, ker sem enkrat nastopil nekje, pa je bilo, ne vem, 40 ljudi je poslušal in sem govoril o tem, točno to, se pravi, življenje da radodarnim in kako s tem lahko si pomagamo. In je pač en dvignil roko in je rekel, ne, sam jaz pa to ne verjamem, zato ker jaz poznam eno gospod tam iz naše vasi, ki je bila tako najbolj prijazna do vseh, v bistvu je zmeraj posojala, ne vem, tam moko, pa sol, pa vse, pa pazila je kuške od drugih, pa vsi so lahko vedno prišli na kavo k njej, pa pomagala je kidati, pa ne vem, tam je naštevajo vse to. Ampak noben ni nikoli ničesar dal, se pravi, noben ni plačal, ni, ne vem, uprav avta, niso ji pomagali tam prepleskati za ston, še vedno je mogla plačati malarju na ta način, ne? Se pravi, ona očitno ni imela nič od tega. In potem sem ga jaz vprašal, ok, ampak daj pomisel, kakšna je bila ona, če se spomniš, kako se je ona počutila, ali pa kako je bila razpoložena večino časa. In je on rekel, ona je bila tako skosno smejana, pa vesela, ne vem. In pa sem jaz rekel, no, ampak a je mogoče lahko to, ta izjemen benefit njene radodarnosti in sočutja, ki ga je ona čutila vsak dan. Pa je on rekel, ne, ona je pač bila taka vesela po naravi. In sem ga izzval v bistvu na način, sem rekel, to si lahko sam zdaj ti odgovoriš, ampak meni se zdi, da če si ti do ljudi, tako kot si zdaj opisal njo, da ti je cilj pomagati, da deliš, pač valjda boš nasmejan, pa dobre volje, pa imel boš en krasen občutek v sebi, altruizem, konec koncev je evolucijska stvar in nam paše ljudem. In če boš ti tam zagrenjeno gledal skozi svojo okno izza zavese, pa opravljal ljudi, pa gledal, komu lahko zatežiš, ker je parkiral 2 cm na tvoje poslopje, pač ne boš srečen in se boš sprašal, zakaj nisem srečen? Ja, glej, mogoče je to tudi tvoj problem. Tako da življenje ti vrne ne nujno vedno tako, da bo en prišel pa rekel, ti si ful prijazen, tle imaš 100 evrov. Ni treba na tak način, ampak že samo to, da si ti boljš počutiš, a ni to že v bistvu odlično plačilo? Ja, definitivno. In pa tudi zelo pogosto, če na tak način živiš, pride stvari nazaj, kot si ti že sam opazil, pač podcast nisi imel nobenega namena, ampak pač stvari ti zelo uspevajo, tako da zelo očitno. Ja, ali pa tako, recimo dam ven primer podcast o čuječnosti, jaz sem razmišljal, da bi naredil tečaj o čuječnosti, pač plačljiv. In pa sem rekel, jaz bi to v bistvu posnel dolgo, pa naj si ljudje pomagajo s tem. In sem vložil v to pač več ur časa in vsega in nisem od tega dobil nič. Ampak potem tako, ne vem, 3 mesece kasneje sta me pa 2 ločeni firmi najeli za
Ena je za snemanje plačljivega tečaja, druga pa za predavanje in sem dobil pač zelo dober honorar že samo od tega, pa se je pa to še naprej razvijalo. Se pravi, v resnici sem si neko priložnost vsem naredil na nek način nehote ali pa pač s tem, ko sem to delil. Tako da, ko ti daješ stvari drugim, dobivaš že občutek izpolnjenja, že sam, ko to delaš, potem pa še več stvari pride nazaj. Ne? Ok, zdaj pa še zadnja stvar, ki sem te danes hotel vprašati, je, rekel si, da sem se že pogovarjala, da pišeš novo knjigo in si mi tudi poslal en del te knjige. Meni je bilo to ful všeč. Da mi malo povej, o čem bo ta naslednja knjiga. Ja, rekel sem, da nočem še res ničesar zelo obljubiti za to. Mislim, obljubiti za to, da ne bo kdo se obesil na to, pa pol tako čez 2 meseca. Kje je ona knjiga? Ampak drugače, prvi moj vtisk je bil seveda, jaz bom napisal nadaljevanje. Se pravi, to bo neka siva cona 2 in ta siva cona 2 pač se pravi isto življenje zdravnika, isto anekdote, malo smešno, malo tragično na ta način. In sem tudi začel to knjigo pisati in se mi zdi, da mi gre kar dobro, ampak enostavno ta rezervoar izkušenj, refleksij, knjižničnih zgodb se mora napolniti. Jaz ne morem takoj še ene take knjige in tudi mi ne paše se silt, ker se mi zdi, da bo slabša. Tako da zdaj pišem v bistvu eno knjigo, ki pade v rang osebnostne rasti, razvoja in sicer se ukvarja z eno vrednoto, ki je meni v življenju skoraj, da bom rekel, najpomembnejša od vseh in to je notranji mir. To sem ugotovil med študijem na faksu, da seveda mi je lahko vrednota znanje, družina, šport, fitness, ampak če nisi miren, težko karkoli dosežeš in v teh 12 letih, kar berem knjige, meditiram, študiram, tudi, kot si rekel, znanstveno plat, to mi je zelo pomembno, znanstvena plat je zelo vključena v tej knjigi. Kaj pravi znanost, izkušnje o mirnem življenju? Tako da to je nekako mogoče povzetek, ki sem ga zaenkrat pripravljen deliti. To mi je všeč, jaz sem tudi notranji mir, eno največjih vrednot, tako da mogoče se tudi zaradi tega tako dobro poveževa. Ampak v glavnem meni bil, ko si mi poslal en del te knjige, mi je bilo ful všeč, ker tako kot si rekel, povezuješ znanost z spiritualnostjo oziroma osebnostnim razvojem ali pa meditacijo. Pač vedno daš neke znanstvene primere, neko podlago in pa to tudi prizemljiš z nekimi preprostimi primeri, tako da se ful veselim, ko bo ta knjiga prišla ven. Jaz se tudi veselim, tudi zato, ker se mi zdi, da je prostor za njo zelo pripravljen. Se pravi, to kot sem za sivo cono, je bil super čas, ko je COVID toliko minil, da so ljudje malo pozabili, obenem je pa zelo zanimiv. Se mi zdi, da knjiga, ki te uči, pa mogoče raziskuje, niti ne uči, raziskuje vprašanje notranjega miru, kaj lahko narediš, kaj pravi znanost o tem. Se mi zdi, da bo padla ta trenutek v tem anksioznem, napetem vzdušju sveta, kar na zelo poslušljiva ušesa. Ful dobro in dejansko tudi, ko sem tvojo življenje v sivi coni knjigo prebral, tudi v zadnjem delu si tudi govoril o tem, da si bil nepremičen kot skala v nekaterih pomembnih trenutkih življenja, v službi ali pa ob otroku, kako ti je to pomagalo. Tako da to bi tudi meni eden najboljših delov knjig, tako da se ful veselim, da boš več o tem povedal. No, super. Tako da odlično. Ja, to je bilo vse za danes od mojih vprašanj. Hvala ti, Klemen, za to vabilo in za ta pogovor. Z veseljem in hvala tebi za vse to modrosti. Tudi jaz sem kar nekaj zelo uporabnega odnesel, tako da bom to začel uporabljati sam z veseljem. Super, pa spet na koncu valjda hvala vsakemu poslušalcu za to, da ste naju poslušali in želiva vam zelo krasen dan, preostanek tega dneva, tedna in da se spet slišimo v kratkem.